prenova stane več, kot ko prodaš stanovanje. To vemo, stroka ve in če še hočeš narediti malo bolj ekstra, to stane. Pa pravijo, pa zakaj greš v mesto? Pa kako boš to zdržal? Pa kako hrup, pa ono, pa tretje, pa parkiranje. No, tako da jaz s tem nimam problemov, je pa to ena druga kvaliteta življenja, moraš biti zanjo pripravljen. Kaj ponuja življenje v strogem centru mesta? Vsak dan lahko greš na pošto, imaš peš do opere, gledališča, skratka, si v centru življenja. Obiskali smo staro podstrešno stanovanje v srednjeveškem jedru Ljubljane. Ja, jaz sem Stojan Žitko, sicer sem bil 40 let novinar pri Delu, med drugim pa sem nekaj delal tudi odzunaj kot dopisnik. In potem sem živel vse skozi v Bežigradom, za Bežigradom. No, in na stara leta, ko sem šel v penzijo, sem si pa malo pravzaprav zamislil, da bi jaz okolje menjal. In tako je ratalo, pač zelo, zelo slučajno, da sem jaz vedel za to stanovanje, ki je bilo seveda čist neopremljeno, ampak so živeli, v tem stanovanju so živeli skozi. Arhitektko pa poznam od prej že, sicer tako mimogrede. No, in potem je prišlo do tega, da sem to stanovanje kupil. Čeprav sem si najprej mislil, da bom kupil iz onega večjega, da bom šel na manjše, na koncu je to enako veliko. Razen, da nimam dupleksa, imam pa odzunaj stopnice. Sem Ana Gruden, lastnica arhitekturnega biroja Ana Gruden Arhitekti. Trenutno se nahajamo na Mestnem trgu, v stanovanju, ki sem ga prenovila s svojimi asistentkami v mojem biroju. Kako ste pa to stanovanje prilagodili željam lastnika? Ja, arhitekt mora biti malo režiser tudi, ne? Videti mora v prihodnost naprej, kar ponavadi sam naročnik ne vidi, ker nima tako subjektivnega, ima presubjektiven odnos do samega sebe. In tako kot je telo lahko recimo visoko pa suho ali pa malo pa široko, pa ga z obleko vedno lahko zoptimiziraš, če znaš prav obleko zbrati, tako lahko tudi prostor prilagodiš glede na karakter pa način življenja lastnika, ne? Jaz sem Ano Gruden poznal že od prej. Vem tudi, kaj delala že prej, ima, ne vem, teh projektov blaznost. Jaz sem se dejansko povsem prepustil. Če imaš pa skozi nekaj, pa se lahko skozi samo nekaj prerekaš in sta na koncu oba dva užaljena ali pa slabe volje, ne. Projektant, ker pač on misli, da itak ne vem kaj vse. Kupec, ker misli, da je kralj, ker pač on plačuje, ampak pol tisti umestni rezultat pa ne vem, če je najboljši. Velika kvaliteta pri prenovi pa je bilo tudi uspešno sodelovanje z naročnikom. In seveda, ko sem prenavljala stanovanje, sem razmišljala o naročniku, kako bo tle živel. Gospod, ko tle živi, je velik intelektualec, živel je veliko po tujini, gospod rad bere, novinar je, tako da razmišljala sem v tem smislu, da bo čim bolj prijetno za neko branje, za razmišljanja, za druženja tudi, da bo lahko za uporabo in tudi, da z leti, ko se človek stara, ne, bo prijetno in funkcionalno. Koliko časa pa je trajala prenova? Kaj je bil največji izziv med prenovo? Prenova je trajala dobre 3 mesece. En velikih izzivov, ki je bil tako negativen kot tudi pozitiven obenem, je bilo to, da je dovoz v staro mestno jedro omejen. To je možno med 6. in 10. uro zjutraj, kar malo zakomplicira. Po drugi strani pa tudi optimizira način gradnje, ker se moraš res dobro zorganizirati, ne. To staro mansardno stanovanje je verjetno bilo kar zahtevno za prenovo. Kako ste pa našli izvajalce, kako ste potem sodelovali med gradnjo? Ja, izvajalce načeloma arhitekt skozi čas prebere, ne, in potem sodeluje s temi, s katerimi se dobro razume. In to je res veliko vredno, da se izvajalci in
naročnik in arhitekt razumejo, kar se to vidi v izvedbi in tudi v razumevanju detajlov, v hitrosti izvedbe, v usklajenosti, v privrčevanju tudi, optimizaciji gradnje pač. Nekatere izvajalce sem dobila po priporočilu, večinoma, in svoje izvajalce pač vlečem skozi čas rada sabo. Ko enkrat zaupanje vzpostavljanje, je lažje sodelovati. To je res, pa tudi zdi se mi, da se v končnem produktu čuti energija, s kakšnim načinom je bila stvar delana, ali je bila z veseljem, ali ni bila. Dobri mojstri so zlata vredni. Res je. Katere prostore pa ima stanovanje? Stanovanje ima 2 spalnice, sobo za goste, kopalnico, izjemno velik bivalno-kuhinjski del z dnevnim delom, in kar je pa izjemna kvaliteta tega stanovanja, so pa 3 manjši balkoni oziroma 3 manjše terase s pogledi na Ljubljanico in na stolnico. Oba balkona in terasa sta pač izjemna kvaliteta lokacije v Stari Ljubljani. Malo je takih stanovanj, ki nudijo možnosti teh pogledov, kot ima to. In pa seveda, kar je tudi velika kvaliteta, da kljub hrupnim ulicam in masi turistov je v teh višinah tle še zmeraj mir. Tako da, kot slišite, lahko mirno poslušamo ptičje petje. To pač ni moja zasluga, to je zasluga mikrolokacije. Tlele je ona zid dala podred. Tle, kjer je televizija. Tle je bila ena sobca taka brez okn, mislim celo, jaz ne imela. No, v glavnem, to je en tak kotiček, ki bi lahko karkoli počel. To so taki drobni interjerčki. Ker s tem, kako stvari postavi, kako razdeli prostor, kako postavi inštalacije, določa tudi gibanje uporabnika čez ta prostor, kje se bo zadrževal, kje bo počival, kje se bo veselil, kje bo kreiral, kje se bo umil, kako bo kuhal. Nekako določiš mu gibanje in s tem dinamiko premika skozi prostor, druženje. Naredim, če je možno, da je prostor pretočen, da so sobe prehodne, da lahko krožiš skozi prostor, če pač stanovanje oziroma hiša to omogoča, če je dosti velika, da ni enocelična. No, mislim, da nam je pri tem stanovanju to uspelo, kot vidite, sobe so prehodne, iz kuhinjsko dnevnega dela gremo prek spalnic na manjšo teraso, prek nje spet čez drugo spalnico pridemo nazaj, lahko stopimo na druga 2 balkona, tako da smo čim manj omejeni in se počutimo čim bolj svobodni v tem gibanju. Tukaj smo v mansardi, blizu sonca, blizu neba. Vseeno me pa zanima, kako ste rešili naravno in umetno osvetlitev, kako ste neko ravnovesje vzpostavili. Ja, svetloba je v prostoru zelo velikega pomena. Že čist navadna izba z svetlobo lahko deluje zelo bivalna, če ta svetloba dobro nastavljena. Tukaj smo poleg odpiranja in čim večjega izkoristka naravne svetlobe, veliko dodatne naravne svetlobe potencirali tudi z refleksi, z ogledali. Kot vidite, so tudi na vratah, na polnilih vrat ustavljena ogledala, ki omogoča še večjo refleksijo in svetlobo. In pa seveda tudi dobro izbrane svetilke. Glede na to, da je ta višina tega prostora dosti nizka, so te svetilke predimenzionirane, kar je bil tudi moj namen, da naredimo en hec, da gremo v dialog s to višino in s tem to izgleda, da je tudi namensko tako. Veliko ambientalnih svetil, manjši sobci lahko vidite kombinacijo svetilke s poslikavo slikarke Maje Lesjak. Nekje svetil, ki poudarjajo umetniška dela v prostoru in pa seveda dekorativnih svetil. Svetloba je pač zelo pomembna, tako kot zdrava hrbtenica v telesu.
tako je dobra osvetlitev v Res je. prostoru. Pred nama je ena čudovita miza. A so v tem stanovanju še kakšni posebni materiali ali produkti? Ja, so. Poleg te mize, ki je v bistvu iz starih talnih del, ki so naslonjene na to industrijsko kovinsko podnožje, ne? Imamo tukaj tudi kinostole, potem imamo vrata stara z vitražem, katerih en del je prilagojen kot pomična vrata, drug kot navadna vrata. Potem so reciklirane stare mizice, tako kakšni taki zanimivi elementi so, no, ko imajo drug način uporabe, kot so kdaj imeli. Kot vidite, je v prostoru uporabljenih veliko različnih elementov. Sicer moj stil označijo bolj kot eklektičen, rada skombiniram neke spomine, stare stvari, nove, moderne stvari, podarjene stvari, podedovane stvari, na novo kupljene stvari. Tako da tukaj je en tak močen album vsega, kar je Gospod skozi življenje s sabo prinesel in kar rabi zaživeti. Zanimiv detalj pa dinamiko prostoru dajo tudi tekstilje. Jaz osebno rada uporabljam večkrat tudi vintage tekstile. Mogoče zato, ker se mi zdi, da so neponovljivi, so tako nekako originalni in unikatni in seveda barva in vzorc sporočata, okay, ne? Tako da uporaba tekstila v interjerju se mi zdi lepa stvar. Ja, moram reči, dobro, ta leta grejo zelo hitro, ne? Zdaj sem že na 4 leta skoraj tle. Meni je tu zelo všeč, več ali manj grem skoraj vsak dan malo okoli. Veliko lepše je, kot marsikdo misli, da je lahko, ne? Ker so vsi neki tako čudno popravijo, pa da ne bi živeli celo mesto pravijo, ne? Jaz pravim, da zdaj po teh mojih izkušnjah, jaz pa ne bi nekje na periferiji želel. Še ptiče slišim tle končno. Ampak to je stvar odločitve, zelo osebno.